Lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke lokalnega programa TV Studia Bistrica v oddaji Bistriški tednik. Tokrat smo nekoliko več pozornosti namenili tekmovanju Gasilske zveze Slovenska Bistrica, bili pa smo tudi na praznovanju 8. rojstnega dne Miške Fride. Društvo invalidov Črešnjevec je v petek 13. septembra v okviru praznika Krajevne skupnosti Črešnjevec organiziralo že 10. večer ljudskega petja in godenja. V Domu kulture Črešnjevec je nastopilo 12 skupin iz občin Slovenska Bistrica in Poljčane. V 10 letih so gostili že več kot 50 raznih skupin iz Slovenske Bistrice in tudi drugih krajev in preko 800 pevcev in godcev. Po kulturnem programu so se udeleženci znova družili ob dobri hrani, pijači in domačem petju ter zaplesali ob ljudski glasbi. Otroško-mladinsko društvo Fridina Mišnica je skupaj z občino Slovenska Bistrica, skupino Impol, javnimi zavodi in drugimi lokalnimi organizacijami pripravilo praznovanje 8. Fridinega rojstnega dne. Tradicionalna prireditev s sporočilnim naslovom Frida in vesolje je potekala v soboto 14. septembra v Grajskem parku v Slovenski Bistrici. Dogodek je namenjen otrokom, mladostnikom in tudi odraslim, ki so ustvarjali na različnih delavnicah s področja naravoslovja, družboslovja, logike, likovne ustvarjalnosti in gibanja. V športnem parku v Slovenski Bistrici je v soboto 14. septembra potekalo tekmovanje Gasilske zveze Slovenska Bistrica. V vseh kategorijah je nastopilo okoli 300 gasilcev in gasilk. Pravico za udeležbo na regijskem tekmovanju, ki bo 28. in 29. septembra v Majšperku, so si na tekmovanju Gasilske zveze Slovenska Bistrica, ki ga je organiziral PGD Kebelj, pridobile naslednje tekmovalne enote. Pri pionirjih Zgornja Bistrica 1, Spodnja Polskava in Šmartno na Pohorju. Pri pionirkah Oplotnica 1, Pragersko in Oplotnica. Med mladinci Zgornja Bistrica, Bistrica, Laporje in Videž. Med mladinkami Laporje, Oplotnica in Šmartno na Pohorju. Pri članih A Tinje, Kebelj, Oplotnica in Tinje 2. Pri članicah A Šmartno na Pohorju, Oplotnica in Laporje.
med člani B Šmartno na Pohorju, Kebelj in Tinje, ter pri starejših gasilcih Oplotnica, Impol Slovenska Bistrica in Videž. Končalo se je tudi 10. ligaško tekmovanje pionirjev in mladine Gasilske zveze Slovenska Bistrica. V posameznih kategorijah so skupno zmagali. Pri pionirjih PGD Kebelj, pri pionirkah PGD Pragersko, med mladinci PGD Oplotnica in med mladinkami PGD Oplotnica. Policisti Policijske postaje Slovenska Bistrica so od 9. do 16. septembra obravnavali 13 kaznivih dejanj, od tega 7 tatvin, kaznivo dejanje zatajitve, 3 velike tatvine in 2 kaznivi dejanji poškodovanja tuje stvari. Slovenska Bistrica. Policisti so bili obveščeni o kaznivem dejanju velike tatvine. Neznani storilec je podjetje oškodoval za 2000 evrov. Neznani storilec je pri kaznivem dejanju velike tatvine oškodoval lastnika za 50 evrov. Policisti so bili obveščeni o kaznivem dejanju zatajitve, pri čemer je neznani storilec oškodoval lastnika za 50 evrov. Pri kaznivem dejanju tatvine je neznani storilec oškodoval lastnika za 22 evrov. Policisti so bili obveščeni o kaznivem dejanju velike tatvine, pri čemer je neznani storilec oškodoval lastnika za 1770 evrov. Neznani storilec je pri kaznivem dejanju tatvine oškodoval lastnika za 100 evrov. Policisti so bili obveščeni o kaznivem dejanju poškodovanja tuje stvari. Neznani storilec je lastnika oškodoval za 500 evrov. Spodnja Polskava. Neznani storilec je pri kaznivem dejanju tatvine oškodoval lastnika za 40 evrov. Laporje. Policisti so bili obveščeni o kaznivem dejanju tatvine. Neznani storilec je oškodoval lastnika za 1500 evrov. Policisti so obravnavali 13 prometnih nesreč. 2 izmed njih so obravnavali kot prekršek. V 6 primerih so odstopili od ogleda kraja prometne nesreče in udeležencu izdali pisno obvestilo. V 5 primerih pa so dogodek zaključili z uradnim zaznamkom. Zaradi povzročitve prometne nesreče so povzročiteljem izdali plačilni nalog. Zaradi kršitev cestno-prometnih predpisov so podali en obdolžilni predlog na okrajno sodišče v Mariboru. Poleg tega so izdali 26 plačilnih nalogov in začasno odvzeli 3 vozniška dovoljenja. Zaradi suma kršitev javnega reda in miru so policisti opravili 12 intervencij, in sicer 3 intervencije v zasebnem prostoru in 9 intervencij na javnem kraju. V enem primeru so intervencijo zaključili z izdajo plačilnega naloga, v ostalih primerih pa so intervencijo zaključili z uradnim zaznamkom, saj niso bili ugotovljeni elementi prekrška. Judoistka Impola Teja Trupan bo novembra nastopila na Evropskem prvenstvu do 23 let, ki bo novembra v Rusiji. Več o izpolnitvi norme in pričakovanjih pred pomembnim tekmovanjem je Teja Trupan povedala v pogovoru za Studio Bistrica. Ja, lahko bi rekla, da je bila letošnja sezona ena najuspešnejših sezon do sedaj. Izpolnila sem normo na 4 članskih evropskih pokalih, z 2 7. mesta in pa z 2 5. mestoma, in sicer v Sarajevu, v Dubrovniku, v Podčetrtku ter sedaj pred kratkim v Bratislavi. Rezultati bi mogoče lahko bili še malo boljši, vendar mi je vedno malo zmanjkalo, ampak tudi te napake bomo odpravili. Seveda pa nimate konkurence v naši državi? Ja, kar se tiče tega zaenkrat, mogoče v teh svojih starostnih skupinah res ne. Sicer sem menjala kategorijo, prestopila sem iz višje kategorije 57 do 52, tako da zaenkrat mi kaže dobro. Kako potekajo priprave za Evropsko prvenstvo? Kakšen je torej načrt do nastopa v Rusiji? Z trenerko smo naredile plan, tako za fiziko kot tudi judo plan. Zaenkrat še delamo, popravljamo napake v klubu, čaka pa me tudi malo daljše priprave v tujini z reprezentanco in pa še ena tekma pred samim Evropskim prvenstvom. Jasno je, da bo na Evropskem prvenstvu konkurenca izjemna. Katere so glavne favoritinje za odličja in kakšna so vaša osebna pričakovanja?
Ja, definitivno so to mogoče predstavnice Nemčije, Švicarke in pa mogoče Poljske, bi jaz osebno rekla. Dobro poznamo vse nasprotnice, na njih se bomo sigurno dobro pripravili in šli po medaljo. Sodelujeta torej s trenerko Kristino že 2 leti. Kakšno je to sodelovanje in morda kako ste zadovoljni z razmerami v judo klubu Impol? Sama sem mnenja, da imamo v judo klub Impol najboljše razmere za treniranje v celotni državi in jih kar se da dobro izkoriščamo. Prav tako z trenerko sodelujemo v redu, imamo izdelan plan in delamo po planu. Kakšni so bili vaši začetki v judo? Kdo vas je pravzaprav navdušil? Kdo je bil vaš prvi trener? Moj prvi trener je bil Franc Špes. Navdušil za judo, zdaj po pravici povedano sama z predstavitvijo, ki sem jo videla v 1. razredu. Šele na to sem zvedela, da je tudi oče in pa kar nekaj članov v moji družini trenirajo judo. In potem sem pač nadaljevala s tem, ker mi je bilo všeč, ko sem enkrat prišla v to noter. In kaj vam je nekako najbolj všeč pri tej športni panogi? Sama mislim, da sem mogoče vseeno bolj fantovski tip dekleta in mislim, da moram to vseeno dati nekje iz sebe in to sem našla v judo. In zdaj preprosto si ne znam predstavljati mojega dneva brez juda. Potrebno je še povedati, da ste izbrali zanimiv študij matematiko. Je tu morda tudi kakšna povezava in kako vam seveda gre ta študij? Ja, usklajevanje študija in športa definitivno je težko, ampak vseeno mislim, da vse je mogoče, samo potrebna je dobra organizacija. Je morda kakšna povezava med judom in matematiko? To pa mislim, da ne. Ne. Želja vsakega športnika in športnice je seveda nastop na olimpijskih igrah. Tako je tudi verjetno pri vas. Kdaj bi to lahko bilo realno? Definitivno sedaj 2020 ne, ker pri nas poteka za razliko od drugih športov vseeno malo daljša kvalifikacijska doba in sicer 3 leta, zato pa 2024 pa mislim, da bo šlo. S Tejo Tropan sodelujeta že 2 leti. Kako poteka to sodelovanje oziroma treningi in kako potekajo priprave za Evropsko prvenstvo mlajših članic, ki bo novembra v Rusiji? No, torej, tako kot ste rekli, sedaj sodelujeva že 2 leti, v bistvu s celotnim judo klubom Impol. Moram reči, da sem se kar ujela za to skupino vseh. Ta je pač trenutno edina punca, ki se je uvrstila na Evropsko prvenstvo, torej na to mlajšečlansko Evropsko prvenstvo. Najprej je bila v višji kategoriji težnostni do 57 kg, pa smo se bolj skupaj odločili, da bi mogoče probala v nižji kategoriji do 52 kg, tako da je popazila malo na kilograme in je uspelo. Letos sem naredila 2 dobra rezultata, 2 5. mesta iz evropskih pokalov. Mislim pa, da še to ni njen maksimum, da še ni dosegla maksimuma, da še lahko več vložimo v to sploh za Evropsko prvenstvo. Do Evropskega prvenstva pa še čaka seveda treningi doma, priprave, kot tudi priprave v tujini. Udeležila se bo skupaj z reprezentanco priprav v Rimu, pa tudi še enega Evropskega pokala v Španiji, še ono zadnjo nekako preizkušnjo pred Evropskim prvenstvom. Pa mislim, da lahko poseže kar visoko na Evropskem prvenstvu. Sama je dejala, da želi poseči v boj za medaljo. Je to realno, je to uresničljivo? Seveda, zelo realno. Tako sem povedala, letos je na evropskih pokalih dosegla 2 5. mesta. 5. mesto je nekako vedno nehvaležno, ker ostaneš brez medalje, ampak mislim, da vseeno tistih nekako prvih 5 tekmovalcev je tudi tu, so si zelo blizu. Tudi v teh bojih zaključnih, kjer se je borila za medaljo, je prikazala, da je zelo blizu tem tekmovalkam. Tudi takrat, ko je izgubila, je bila zelo blizu. Jaz mislim, da lahko poseže, tako kot je tudi sama dejala, da so cilji zelo realni. Kakšen je pa sicer po vašem mnenju njen domet v judo? Rekla je, da želi nekako nastopiti na olimpijskih igrah leta 2024. Tudi to so seveda realni cilji. Vsak judist seveda si želi priti na olimpijske igre, ne? To ima nekako vrh vsega, tudi tam seveda narediti rezultat. Je pa treba začeti po stopničkah, najprej kadetski, mladinski, sedaj ona pri mlajših članicah. 2024 je kar realni cilj za njo, sedaj sploh v tej težnosti kategoriji. Vidim, da je konkurenčna tem tekmovalkam, tudi tistim ta boljšim, ko se bori na pripravo s tistimi ta boljšimi, ko sedaj tekmujejo že na višjem rangu, na Grand Prix, Grand Slamih. Ampak tako smo rekli, zdaj po vrsti.
športom tudi zaključujemo tokratno informativno oddajo Bistriški tednik. Vse dobro in nasvidenje do prihodnjič.